Kako komentirate to, da je sodišče odločilo, da je izbris podlaga za odškodnino? Da je... Izdajanje odločb? Ja, sodbo poznamo, se smo jo že prejšnji teden prejeli, mislim, vendar nasprotna stranka v teh zadevah. Glede, gre za, ne bom komentiral same vsebine tožbe, gre za sodbe, gre za sodbo prvostopenjskega sodišča, sodišča so neodvisna, kaj takega niti ni bilo povsem nepričakovano. Glede, mi se bi lahko do tega opredeljevali, če bi šlo za končno odločitev, potrditev sodne prakse, če bi bilo šlo za odločitev Vrhovnega sodišča, za odločitev Ustavnega sodišča, drugače pa je za konkretno osebo, konkreten postopek, ki nič ne pove o ostalih postopkih, zadeva še ni pravnomočna in kot smo rekli, mi zadeve spremljamo na področju odškodnin, če bo potrebno, bomo glede na javno finančno situacijo odreagirali, ampak to takrat, ko bo sodna praksa, ne na podlagi nekih apokaliptičnih navedb pa tiskovnih konferenc posameznih poslancev. Pa vendarle, Matevž Krivic je rekel, da se pravi, te odškodnine še niso zastarale kot zastaralni rok. Kaj to pomeni zdaj? Poznam mnenje magistra Krivica, je pravno korektno mnenje. Mnenja sodišč so bila do zdaj drugačna in pač to je prvi primer, kjer se je zadeva postavila nekoliko drugače, najbrž tudi zaradi konkretnega primera, gre za odločbo iz leta 2004, ampak to je v tem trenutku nepomembno. Kot smo večkrat ponavljali, mi nikoli nismo rekli, da nobeden ni upravičen do nobene odškodnine. Daleč od tega, to je ustavna pravica. Zato ne bomo sprejemali zakonov, ki bi onemogočil kakršnokoli pot do odškodnine ali pa dajo kar neke pavšalne odškodnine. Mi bomo spremljali sodno prakso, ko bo ta ustaljena, ali bo taka, kot je bila sprejeta prejšnji teden, ali bo drugačna, to bomo pa čakali še kar nekaj let. Pa še nekaj me zanima, če lahko takole vprašam, kakšen je zdaj ta postopek za izdajanje odločb? Veliko se govori o tem, da naj ne bi bil dovolj transparenten, da bi lahko uhajali, se pravi prihajali ljudje in dobivali te odločbe, brez da se jih resno, natančno preveri. To je neumnosti. Ministrica je rekla pri interpelaciji, poslanci so vabljeni, pa na vse zadnje tudi mediji, ste vabljeni na to, da se vam predstavi celoten postopek izdajanja odločb. Mi to delamo skrbno, strokovno, z več varovalkami, v eno ali v drugo smer, da ne bi kdo ven padel, po domač povedan, pa da ne bi kdo dobil, ki ne sme dobiti. Če se pa tudi to zgodi, kar se mogoče lahko zgodi, pa ste evidence v tej državi niso takole tipi-topi. Imamo pa postopke, s katerimi bomo to popravili v glavnem. Te špekulacije so zelo preprosto. Dajte zaprositi novinarsko vprašanje, dajte zahtevo za informacije do dostopa javnega značaja, dobite vse postopke, nič ne skrivamo. Pritožili se boste ali ne, prej ste rekli, da ne, sem prav razumel? Prosim, ne, tega bez nisem rekel. Torej kaj? V tej konkretni zadevi. To je stvar državnega pravobranilstva in verjamem, da bo pritožba v tem primeru podana, tako kot je bila vseh preostalih, ni pa to moja odločitev. Zanima me še takole, vem, da verjetno ne boste hoteli komentirati, pa vendarle, ali tudi vas presenečajo te nenadne akcije policije in kriminalistov, ki se dogajajo po državi? Dobro delajo, ne? To pomeni, da raziskujejo stvari, ki so za nazaj, ali stvari, ki niso bile raziskane? Verjamem, da še več stvari delajo, pa da pač mi ne moramo za to vedeti, pa se pustimo presenetiti. Je pa fajn, če lahko delaš, brez da ti kdo za vratnik diha. Se prav ste zadovoljni? Ja, jaz sem zadovoljni, sem kot državljan, ne samo kot državni sekretar. Hvala lepa. Hvala.